različna na zunaj, enaka v srcu. Dobrodošel in dobrodošla v svetu pozitivnih pravljic. Udobno se namesti, če želiš, zapri oči. Počasi, globoko vdihni skozi nos. Zadrži dih in nežno izdihni skozi usta. V počasnem ritmu nadaljuj z globokim dihanjem. Pa začnimo. Nekoč sta živela najboljša prijatelja, Bučko in Bilko. Bučko je bil okrogel kot zrel sadež. Prihajal je iz kmečke družine z 9 otroki. Doma je bilo veliko smeha in tudi veliko dela. Zato se je večinoma hranil zvečer in vedno bolj veselo. Bilko je bil suh, gibčen kot elastika. Živel je v mestu kot edini otrok v družini. Njegovo delo je bila igra, zato je imel več kot dovolj časa za vse. Hranil se je redno čez dan, večkrat po malem. Prihajala sta iz različnih družin in po videzu sta si bila povsem različna. Kar pa je najbolj pomembneje, po srcu sta si bila enaka. Bučko je videl, kako je Bilko prijazen do njega, Bilko pa je čutil Bučkovo nežno srce. In to je bilo dovolj za njuno iskreno prijateljstvo. Nekega sončnega dne so se otroci igrali zunaj na igrišču. Bilko, Bučko in nekaj otrok pa je sedelo na klopci in mirno opazovalo dogajanje. Bilko je tiho vprašal Bučka: zakaj se vsi ne razumejo tako dobro kot midva? Bučko je mirno odvrnil: niso se še naučili poslušati svojega srca. Otrok, ki jo je poslušal, je vprašal: zakaj je pomembno, kako nekdo izgleda, da se dobro razumejo? Bilko je nežno odgovoril: saj ni pomembno. To je zato, da se jim ni treba ukvarjati s samim seboj in da se sami počutijo boljše, več. Naslednji dan so šli otroci na izlet. Oddaljili so se in raziskovali po gozdu. Kar naenkrat so ugotovili, da so zašli in ne najdejo poti nazaj. Za hip so obstali. Nato pa so spomnili, da skupaj vedno najdejo pot. Nič takega, je pogumno rekel Bilko in se gibčno povzpel na najvišje drevo, da bi ugotovil, kako priti nazaj. Bučko je stal spodaj in mirno pazil nanj. Otroci so opazovali njuno povezanost in sodelovanje. Spodbujali so ju in Bilko se je znašel na vrhu vej ter zaklical: tam je prava smer, in pokazal proti soncu. Ko je splezal nazaj na tla, so se vsi odpravili v pravo smer, kot da bi jih sonce nežno vodilo naprej. Bučko je pomagal otrokom, ki so bili že preveč utrujeni. Počasi, korak za korakom, so hodili skupaj. In kmalu jim je uspelo najti pot domov. Tistega dne so se naučili, da različnost pomaga pri različnih nalogah in da se lahko tudi sami lepše sprejmejo med seboj.
Tudi ti imaš izbiro in lahko deluješ iz srca. Če ti kdo ni všeč, ga pusti pri miru. Če bi mu vseeno rad nekaj povedal, poišči nekaj dobrega in ga pohvali. Če bi rad nekoga spremenil, se vprašaj zakaj. Kaj je v tebi takšnega? In raje nežno izboljšuj sebe. Vsi si želimo biti sprejeti in ljubljeni. Ko v drugih mislimo lepo, postane tudi naše srce bolj mirno. Zato naj bo tvoje srce nocoj mehko, toplo in mirno. Želim ti ljubezen v srcu za nežen spanec. Hvala, ker si del sveta pozitivnih pravljic. Če želiš še več nežnih zgodb za srce in miren spanec, se naroči na kanal in širi toplino z nami. Tvoja prijaznost šteje. Tvoj mir šteje. Tvoje dobro razpoloženje ustvarja lepši svet. Se slišimo kmalu v pozitivnih pravljicah. Lahko noč.